Pozdravljeni. Danes je zopet na vrsti naš običajni komentar novic, ker se bomo tudi tokrat ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo, kot ponavadi v preteklih dneh. Tudi danes se bomo, kot ponavadi, ustavili pri 4 različnih temah. In kot boste opazili tudi sami, članki v tokratnem komentarju so bili vsi objavljeni 21.7. Ampak, ukolikor vas zanima, kaj piše v originalih, imate bližnjice do njih navedene v samem opisu. In kot vsi verjetno že dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar je pisalo v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje mnenje. Tako tudi tokrat smo na hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. Danes se bomo najprej ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motosport.com. Tu smo lahko prebrali, kako bodo pri tovarniški ekipi Mercedes uporabljali tudi moštvene ukaze. Verjetno ne tako, kot si mislite na prvi pogled, ampak Toto Wolff je dejal, da si ne bodo več privoščili kaj takega, kot smo videli na primer na veliki nagradi Barcelone, ko sta Andrea Kimi Antonelli in George Russell se nekako dvobojevala med seboj in tako dala Lewisu Hamiltonu velikansko prednost. Namreč v tistih 6 krogih, ko sta se dajala Antonelli in Russell, je Lewis Hamilton pridobil cirka 13 sekund. In v izogib takšnim poklonom nasprotnikom so se pri Mercedesu nekako odločili rabiti tudi moštvene ukaze, kar pa še ne pomeni, da je George Russell voznik številka 2. In tu moram dodati, da končno so tudi pri Mercedesu nehali igrati tisto politično korektno vlogo. Bistvo dirk Formule 1 je zmagovati in ne biti všečen publiki z nekim fair odnosom. Moštveni ukazi so bili, so in bodo. Verjeti raznim zgodbicam, kot so tako imenovana papaja pravila, je pa najmanj, kar bi lahko rekli, neko preprosto mišljenje tistih, ki dirk v motošportu ne poznajo. Torej, pozdravljam odločitev tovarniške ekipe Mercedes in upam, da bodo tudi drugi potrdili, da praktično neke enakosti v svetu motošporta ni. A toliko o tem, poglejmo si drugo današnjo temo. V drugi današnji temi se bomo pa dotaknili 2 člankov. Prvi je tisti, ki je bil objavljen na spletnem portalu Planet F1, drugi pa oni, ki smo ga lahko zasledili na uradni spletni strani Formule 1. Na prihajajočem vikendu, posvečenemu veliki nagradi Madžarske, bo na prvem prostem treningu namesto Oskarja Piastrija nastopil Leonardo Fornaroli. In Fornaroli pridno nabira kilometre. Videli smo ga že prav na že prej omenjeni veliki nagradi Barcelone, kjer je prevzel tudi on pobudo na prvem prostem treningu in vmes se preizkušal tudi z predhodnim bolidom ekipe Haas.
In prav Fornaroli je eden izmed kandidatov za sedež pri tej ameriški ekipi, kjer bi lahko dodali, da je Esteban Ocon tisti šibki člen, ki bo moral, vsaj po mojem, po hitrem zamenjati okolje. Fornaroli je eden izmed tistih mladeničev, ki si zaslužijo biti v Formuli 1. Namreč v 2 zaporednih sezonah je bil prvak Formule 3, nato Formule 2 in treba je poudariti, da dokler ni prišel v akademijo McLarena, že ko je osvojil oba naslova, ni imel podpore nobene ekipe. Rad bi ga videl, seveda, če ne drugega pri Haasu in da bi imel priložnost dokazati se, kako dober je. Fornaroli ima neko lastnost, ki jo marsikdo spregleda, namreč je izjemno konkreten voznik in kot sem že mnogokrat poudaril, prvak v Formuli 3 je postal, brez da bi dosegel eno samo zmago. Predvsem zaradi tega, ker je bil konstanten. In to je nekaj, kar v Formuli 1 pride še kako prav. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mi se bomo pa usmerili k tretji današnji temi. V tretji današnji temi se bomo pa ozrli na članek, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motosport.com. Tu je govora o tem, da bo na vikendu velike nagrade Madžarske na dan prišel novi bolid ekipe Aston Martin, tako imenovana verzija BAMR26. In Fernando Alonso je dejal, da rezultati tega bolida ne bodo vplivali na njegove odločitve glede prihodnosti. Namreč zanima ga tudi, kako se bodo spremenila pravila v Formuli 1. Ampak tu je treba dodati, da Fernando Alonso ima še eno opcijo poleg Aston Martina. Imenuje se Alpine. In to bi pomenilo, da bi bili priča manjšemu potresu med ekipami tam v zadnji polovici tistega jakostnega razporeda. Namreč, če Alonso gre v Alpine, bi bilo verjetno pričakovati, da bi se Franco Colapinto premaknil nazaj v Williams. Videli so ga na kosilu prav pri tej ekipi. In Carlos Sainz mlajši bi imel opcijo izbire med Aston Martinom in celo Audijem, čeprav na začetku ni hotel iti tja. In tu velja pripomniti, da smo že omenili, kako je tudi Ocon tisti, ki bi se lahko približal Aston Martinu. A treba je tu dodati, da morda pri Aston Martinu ne želijo podaljšati pogodbe z Alonsom, ne glede na tisto, kar bo pokazal bolid verzije B, in da Fernando, hočeš ali nočeš, bo moral prej ali slej zaključiti kariero. Pri Alpinu je njegov menedžer, torej Flavio Briatore, in tu bi se lahko zgodilo marsikaj, čeprav dvomim, da lahko Fernando Alonso dela čudeže. Mnogokrat se mu, vsaj po mojem, pripisuje preveliko pomembnost. In žal upam, mislim, da tudi tokrat. A ostala nam je še četrta, zadnja današnja tema. Za konec, pa kot običajno, tista rahlo bolj postranska tema. Danes se bomo zopet vrnili na spletni portal motosport.com, k članku, ki je bil objavljen v razdelku, ki je posvečen formuli IndyCar. Tu smo lahko zasledili, da je Mick Schumacher na dirki v Nashvillu dosegel izjemno zanimiv rezultat, namreč 8. mesto na ovalu. In to je bilo prvič letos, da se je uvrstil med prvih 10. In seveda treba je dodati, da v zaodrju krožijo že razne govorice.
Prvič ta, da bo Mick Schumacher ostal hočeš nočeš brez sedeža pri sedanji ekipi. Namreč iz ekipe z 3 bolidi naj bi imeli v naslednjem letu le 2 in Mick bo torej ostal brez tiste možnosti, da bi se lahko naprej dokazoval. Seveda obstajajo tudi opcije pri drugih ekipah, ampak do mladega Schumacherja smo bili pogosto tudi tu na kanalu precej kritični. In sprašujem se odkrito, kdo bi ga rad vzel. Seveda, tu je treba povedati, da je njegov rezultat prišel izjemno pozno. Za nekoga, ki ima izkušnje v Formuli 1 v endurancu, je ta sezona v seriji IndyCar, vsaj po mojem, podpovprečna. Lahko se bo zgodilo, da bo Mick ostal brez opcij in verjetno bo težko kar tako dobil primerno mesto, ki je drugje. A toliko o tem, videli bomo kot ponavadi, kaj se bo zgodilo v naslednjih tednih. Mi smo pa tudi tokrat prišli do konca našega rednega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.